Ej, pa ne totila. Kaj? Ja, pa hlas je umazana. Settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. That she gave that I didn't give to you. Never mind, I'm fine. Someone like you. Nothing but the best for you too. Don't forget me, I'm back. I remember you said sometimes it lasts enough. It's all Ważno jaka je, kdor zna letiče prav brez skriv, ima oblaki trak. Star mladič mišli važno kaj, če si sam svoj kraj. Kdor zna in mi znamo, brez kriv v gradu. Spimo, letimo, spimo, letimo, spimo, letimo. old friend. Why you so shy? Ain't like you, baby. Oh, past my life. I hate to turn on right off the blue automatic, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope you see my face, and that you be reminded that's for me. It isn't over. In zdaj ob koncu predstavitve vseh talentov je na vrsti še eno presenečenje, ki mu predlagam, da dobro prisluhnite. Prej sploh ne bom nič govorila o njem, potem pa povedala marsikaj. Hitro, hitro čas beži, šola pride vse ti ustavi. Vedno radi imamo jo vsi, čakaj, cari
sladko volim, saj ona je moj aspirin. Opa, kar je ljubezni, mi smo drzen na sceni, kad mi smo malka trezni. Nikad vas ne mislim, neću me to, meni je glup stane do vse, meni je šošno. Zgubljeni čas. Wow, feeling. Majsna leta, dober vemo, kakšne so. Šola v Luizi sem dosukal in ta nomika. Se spomnim scene, ko smo jih včas počeli. Dela petelije sem, da bi se dober imel. Švedska smo pa dolutali, zabavnega zabavno. Zjutraj mi se šel. Tudi sama sem obiskovala Žagarjevo šolo in imam na šolske dni prav lepe spomine. Spomini sežejo nazaj na otroške pesmi, na igre s sošolci, na učiteljice, učitelje, na njihove nasvete, prijazne besede, včasih tudi bolj stroge poglede. Da, osnovnošolska leta so lepa in pomembna. Veseli me, da lahko danes skupaj z vami praznujem 50-letnico izgradnje osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Najboljši pokazatelj našega skupnega dobrega dela pa je uspešnost naših učencev na danem izobraževanju. Na tem mestu se še posebej želim zahvaliti učiteljicam in učiteljem za njihovo dobro in kvalitetno opravljeno delo. Učenkam in učencem za prizadevnost, staršem za spodbudo njihovih otrok k pridnemu učenju ter prav vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspehu posameznikov, celotne šole in si prizadevali za njen napredek. Generacija ste bili, sploh fantje v vašem razredu ste bili odlični. Kaj ste storili, da niste vsi skupaj dobili ukora, vsak posebej mislim? Ja, mi smo v bistvu se lovili po telovadnici in smo vsi dobili ukore, ampak potem sem jaz jokal in se razredničarka usmilila pa je zmanjšala kazen na opomin. Ampak to moraš res ustrajno jokati. Presoljiv jok. Ja, prav. Nam lahko pokažeš, ja. Med drugimi tvojimi sošolci je bil tudi Andrej Jezeršek, v nordijski kombinaciji naš olimpik, a ne? Kako se spominjaš tega prijateljstva, tega? Ja, skozi v bistvu se nadlegovala med poukom, tako da je potem to povzročalo težave nekaterim, mnogim tukaj. Ampak po končanju osnovni šoli si se pa nekako zresnil. Med drugim pišeš tudi scenarije za celovečerni film, pa za neko televizijsko serijo. Je v Sloveniji sploh kaj upanja, da bi lahko kaj realiziral? Ja, upanje je vedno. Zdaj sam, če imaš voljo, pa željo, pa ustrajnost, pa pogum. Vsega tega tebi ne manjka, ne? Ja, čist malo vsega, vse dosti. No, do realizacije počakajmo še nekaj časa, ampak prav za to današnjo slovesnost pa si nam pripravil nekaj minutni nastop. Prosim, Tim, izvoli. Hvala. Če se kdo kdajkoli vozil z vlakom, potem veste, kako to izgleda. Ti stojiš na železniški, čakaš na vlak in kar enkrat slišiš ta zvok, ki ga noben ne razume po mikrofonu. Vedno je tako. Nikoli ne razumeš, kaj govorijo, ste opazili? Vedno si tako, kaj? A lahko še enkrat poveste, nisem razumel. In vedno ponavlja, vedno reče, ponavljam. Nikoli ne razumeš, kaj govorijo.
In sem razmišljal, zakaj ne damo kakšno znano osebnost, ki bi delala na železniški, recimo Srečka Katanca, si predstavljate njega, on bi bil tako potniški vlak gre zdaj iz Celja, ne. Bo vsak čas pripelil, ko ga ne rečem, strojvodja, kapo dol, ne. Spet si glavko izpuhtela je ljubezen, a to ni hudo. Bolj me boli za prijateljstvo, nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Trpila sva isto in spoznala kako bezpametna dejanja sledove puščajo. Ostrine teh napad pa rane rečejo, včasih se zazre in vidi veselje, ko čuti ta preblisk, ki skupaj naju spet pripelje. Tippy-tay, you gon' get a tip today. Fuck that, you gon' get some dick today. I walk in with my crew and I'm breaking their necks. I'm looking all good, I'm making her wet. They pay me respect, they pay me in checks. And if she look good, she pay me in sex. Do it, bounce that ass, it's the roundest. You the best, you deserve a crown, bitch. Right on the ass. Stop. Oba domnevam, da sta igralca že zelo dolgo. Pa me zanima, kdaj približno sta začela. Jaz sem začel ravno na tej šoli v 7. razredu, ko se pravi 112 let nazaj. Pa ti, Boštjan, prav tako na tej šoli, mislim, da tam je ne 8-7 razred. Naprej želite? Prinesel sem zdravniško potrdilo. Ja, in zakaj ste prinesli zdravniško potrdilo? Ja, zato, ker ste ga zahtevali za božjo voljo. Ne, vi ste tisti. Ne, jaz nisem tisti, ker sem ta, ki je tukaj pred vami že 15-tič. Točno, mi vse vemo, gospod Švejk. Le tega ne veste, da vem, da vi ne veste, da vse vem, da veste vse nebistvene stvari. In katere so bistvene stvari za državo, gospod? Ja, da hitro, učinkovito in sploh služi ne sebi, ampak meni, državljanu. Aha, danes ste pa predrzno zahtevni. prav žal, da takrat na sveti, nič prav, nastojte nakladat pamet bandilu, nastojte, ka vam prijem želu. Ja, dokler je jemu šel, da za šnopstvo, takrat je lahko vrgel svoj kopc, ko enkrat takvini jemu je sušel,
Takrat ga ni več nobeden poslušal. Kaj to oboje, Pepi? Se kupil flaškon, se zapil košilurha in pa vozil kamion. Potlej, ko so zavili ga v deku, kaj je krepal, še zadnjič je rekel: Nastojte, nastojte, Dio di Bog, nastojte mi take nakladat v okrog. Do takrat, ko jaz žbaradorja Pepi, ambatne pa njemu, klih toliko v žepi, klih toliko, ko je maja uni tam hor, mam je prav žal, ma do takrat na sveti, naba nač prav.